Hvala za besedo. Najlepša hvala za študijo, ki je odlično pripravljena, in tudi v vaši predstavitvi danes ste zelo jasno povedali, kako sta med sabo povezana na eni strani evropska kmetijska politika, na drugi strani pa te zunanji vplivi. V zadnjih letih se zagotovo soočamo z kombinacijo vseh teh vplivov in nekateri ukrepi znotraj kmetijske politike, kot so bila ukinitev mlečnih kvot, potem ruski embargo, so prav pokazali, kako so kratkoročni učinki zelo veliki, zelo negativni za evropsko kmetijstvo. Sam ne bom sodil zunanje politike glede Rusije, vendar pa dejstvo je, da so kmetje žrtve tega spora med Evropsko unijo in pa med Rusijo, in bojim se, da te posledice ne bodo samo kratkoročne, ampak da se v nekaj letih, in tudi do zdaj se že vidi, da se to rusko kmetijstvo prilagodilo temu in tudi trgovske poti se bistveno spreminjajo. Zato mislim, da je naša dolžnost, tako kot je bilo že danes to rečeno, da resnično poskrbimo za to, da evropski kmetje ne postanejo žrtve na tej šahovnici velikih zunanje političnih pritiskov in pa tudi konfliktov na drugi strani. Ne smemo pozabiti tudi na težave znotraj Evropske unije, ker jih dodatno povzroča še premoč trgovine v prehranski verigi, in posledično tudi mislim, da ko govorimo o teh stvareh, kot je dejala že kolegica Petirjeva iz Hrvaške, moramo biti pozorni, ne jemati samo Evropsko unijo kot celoto, ampak kar imeti v vidu tudi zelo različno evropsko kmetijstvo, kajti v očeh kakšnega močnejšega, najbolj naprednejšega kmetijstva je kakšen znani trgovinski sporazum bistveno prej sprejemljiv kot tisti, ki so v konkurenčno slabšem položaju. Če želimo ohraniti te osnovne apostolate evropske kmetijske politike, se pravi, da bomo prehranili Evropejce z varno, zdravo hrano, hrano predelano po visokih standardih, da bomo tudi kmetu zagotovili primeren prihodek, po drugi strani pa tudi ohranili krajino, ki je dosti več kot kmetijstvo, poseljenost Evrope, in zato mislim, da je potrebno v teh zunanjih političnih sporazumih imeti vse to v vidu. Moje vprašanje je tako pripravljavcev, kako ocenjujete v času, ko smo v času sprejemanja sporazumov CETE in pa TTIP-ja, po vašem poznavanju, in pa tudi nam nekatera pogajanja niso znana, ampak po vašem poznavanju, ali so dosežene tiste rdeče črte, kot smo dejali, da jih kmetijstvo enostavno ne sme dopustiti, da gre preko njih, ali imamo zaščiteno evropskega kmeta in pa evropskega potrošnika. Pan poseł De Castro, panie pośle. Grazie, Presidente. Hvala, gospod De Castro. Hvala za to